Kako ste preživeli od sobote pa od prejšnjega torkovega večera, ki smo ga imeli v decembru zadnjega, oziroma še prej, ne? Vam je kaj manjkalo ali je bilo kar v redu malo počitnic imeti? Je bilo kar v redu. Je bilo kar v redu malo počitnic imeti, ne? Je bilo, ja. No, super. Vidiš, pošteno povedan. Belis, kaj nam težiš, pusti nas na miru, a ne? Ne, smo tako me čakali. A ja, v tem smislu? Aha. Komaj smo te čakali, da se vrneš. O, lepo. Kako si se imel? Ja, jaz sem se imel fantastično. Od enih naših prijateljev sem dobil na voljo v Topolšici, 10 do 12 dni sem bil v eni zasebni hiški, z Iveljano nekaj dni sam, malo sem se šel tudi utoplicat, kako se reče, v tisto vodo, ki mi je koristila. Zelo dobro sem se naspal, sprehajal, bil na svežem zraku. Preživel sem čas s seboj, ene 2 dobri knjigi sem vmes prebral. Oddaljil sem se v teh časih od vsega tega, kar sem počel 3 leta intenzivno. Vsak dan sem s tem spal, se zbujal. In moram reči, da če ne bi tega naredil, me je kar že malo zvijalo po vsem tem času, tako kot vsakega, ker so nenehni pritiski, zvonjenje v glavi, zmeraj nove informacije, tako kot med covidom, vsake 14 dni nov odlok, še prvega nismo preživeli, pa bil že drug, ker je toliko intenzivno dogajanje na vseh možnih področjih. In poleg teh odločb, ki jih pošilja država zdajle vsem nam, tako kot nam jih pošilja, o čemer bomo nocoj govorili, in vse druge stvari, ki se dogajajo, ki so ostale nerazčiščene v ozadju, ki bremenijo vsako družino, ali z virusom, ali z boleznijo, ali pa če je bilo cepljenje, mogoče s stranskimi učinki, bog ne daj, morda celo smrtjo, kar se je dogajalo. In vse, kar se je dogajalo, je pod predpražnik pometla država. In najhujše je to, da tudi če hočeš kaj izvedeti, ne moreš izvedeti. To je meni najbolj boleča stvar, da te nekdo nekaj prisiljuje, potem vprašaš, zakaj je temu tako, nimajo odgovora, ko so posledice, ko zahtevaš odškodnino, ko zahtevaš odgovore, jih pa ni. Ne samo, da jih ni, ampak kar terajo naprej, kot da se nič ni zgodilo. In to je rak rana današnjega časa, tega trenutka. Tako sem jaz to premleval, preživljal v tem prostem času in seveda, hvala, da si me vprašala. To bi bil moj odgovor, a ne? Ja. Zadovoljna? Zadovoljna. Ok. Ja. V redu. Glejte, mi smo imeli predvideno 5. decembra, ki je odpadlo, pogovori o življenjskih izzivih. Imam občutek, da je odločba, ki je priletela v naš poštni predalnik, kar z navadno pošto, kot una davčna, ki pride, počečkana vsa, pa že kar na kuverti piše odposlano z navadno pošto, ker jim je priporočena pošta predraga. Vsem državljanom od 18. leta naprej so do konca leta to pošiljali. Huda stvar se mi zdi to, huda stvar brez naše svobodne privolitve, to je kršen zakon o pacientovih pravicah. A veste, in preden vse zakone, ki kršijo ustavno načelo svobodne izbire, gospodarske izbire, svobodne izbire zdravja, si država s tem, ko hoče skrbeti za naše zdravje, jemlje pravico, da bo ona skrbela tako, kot si je ona zamislila. In s tem pa pozablja, da smo mi v bistvu tukaj vsak za svojo zdravstveno težavo in so nam kar dodelili status dolgotrajne oskrbe, nihče nas ni pregledal, mi kar imamo to pravico, mi smo zdaj kar odločili so nas, in mi bomo zdaj to plačevali. Jaz sem temu glih prej Iveljani rekel drug RTV prispevek. Še en zavod, prej Zavod RTV Slovenija, zdaj pa Zavod za zdravstveno zavarovanje, in zdaj bomo mi to plačevali še en zavod. Pa se bo pojavil še kakšen zavod. In če želite, da vam delodajalec ne odtegne prispevkov za zavarovanje za dolgotrajno oskrbo od plače,
Predlagam, da delodajalca o tem obvestite. To lahko storite pa pisno ali ustno. Namreč, vi v pogodbi nimate nikjer zavedeno, da boste ta davek plačevali z delodajalcem. Treba pregledati pogodbe in 1% čakate 10-15 let, če še nekdo hodi v službo 20 let, pa nima veze, tudi če kakorkoli, sploh ni prav, da se to počne. To je kraja, to je terorizem, jaz temu rečem tihi teroristični napad države na zdravje državljanov Republike Slovenije. Mi smo zdaj vsi v dolgotrajni oskrbi, zdaj si dobil odločbo, potem, ko boš porabo dolgotrajno oskrbo, boš mogel pa jeti tja v komisijo, pa bojo ugotavljali, če si upravičen. Plačujemo pa vsi, kam gre denar. A sem se preveč razgovoril, a je že preveč? A sem že preveč povedal? Ne, v redu je, v redu. Ja. Mi bi rabili. A ne? Dajte še vi malo povedati, kako občutite to, ko ste dobili ta papir v roke, ker jaz sem čisto ponoro, ko sem tole dobil. Zoran, tukaj jaz sem podobne občutke imel kot ti, Mihael. In sicer jaz sem se pritožil in sem mu odgovoril, da oni ni imel nič s tem, če bi pa hotel nadaljevati s tožbo, bi imel pa upravni spor. In ta upravni spor, zato bi se mogel odločiti v 3 dneh. V 3, ja. Prosim? V 3, ja. Ja, v 3 dneh, ja. Ne vem, kaj bi da naprej predlagaš, da naredimo. Ja, zadeva je taka, ne, jaz sem imel podobne izkušnje pred mnogimi leti, ampak v nekem finančnem smislu ene kazni. Zato točno vem, sem že naprej videl, kako je ta scenarij pripravljen, ker ima država tukaj že kar dolga leta izkušnja, kako državljane spraviti v pravno finto, v pravno laž, v pravno zmoto. In pravna zmota je sledeče, tako da vam bom povedal moj primer in boste takoj razumeli ta primer. Dobil sem kazen od redarjev, nekaj 100 evrov je bilo, in sem se seveda, ko mi je finančna uprava poslala, naj plačam ali pa mi bodo rubli, sem se pritožil, da sodišče o tem ni odločalo. In kdo je pravzaprav en redar, ki še srednje šole ni končal, tukaj en Jankovičev, ne vem kdo, ne? On bo odločal o tem, ali sem jaz naredil prekršek ali ne, ki z ničemer tega ne dokazuje, in sem napisal pritožbo finančni upravi. Nima veze, kaj je bilo, bilo je ene 250 ali 300 evrov, celo so mi nabasali, ker so me imeli skozi na piki, kakor me imajo še danes, ker sem zmeraj podal argumente, ki so boleči, oni imajo pa argument moči, jaz imam pa argument dejstev, a ne? In glejte, ko sem napisal pritožbo na finančno upravo, sem čakal odgovor od finančne uprave. In od koga sem dobil odgovor? Dobil sem naenkrat odgovor od upravnega sodišča. Upravno sodišče pa me je pozvalo, naj dopolnim svojo pritožbo, če jo imam s čem dopolniti. In jaz gledam, a nisem jaz pisal v finančni upravi? Kako da sem dobil zdaj jaz odgovor od upravnega sodišča? Ker je finančna uprava mojo pritožbo, ki sem jo napisal na finančno upravo, ni znala rešiti, jo je odstopila, kot da sem se jaz pritožil na upravno sodišče. In jaz sem napisal upravnemu sodišču sledeče, glede na to, kar so mi poslali, da zavračam to njihovo pobudo za dodatne materiale in za upravno takso, ki je bila kar visoka. To je zdaj ene 15 let, takrat je bilo, mislim, da 50 evrov, ali ne vem, koliko je bilo, nekaj takšnega, za začetek postopka. In sem napisal, da jaz tega nisem vložil, ne da bi vedel, če pa sem vložil, pa želim, da mi v roku 3 dni pošljejo dokaz, da sem jaz to vložil. Ko sem skontal, zakaj gre, da je v bistvu, to traja, to je par mesecev traja, jaz sem že pozabil, kaj je bilo pri vseh teh intenzivnih dogodkih, da je to vložila v bistvu finančna uprava v mojem imenu. Zdaj pa pazite, osebni podatki, ki se za nas, ki jih mi nekam damo,
Recimo konkreten primer, vpišeš otroka v šolo in ti podatki so samo za vpis v šolo. Šola pa potem te podatke kar pošlje v zdravstven dom in ti nekega dne dobiš od zdravstvenega doma vabilo za cepljenje. S kakšno pravico šola izvaža podatke? Druga stvar, mene ustavi redar in potem pošlje moje osebne podatke brez moje vednosti finančni upravi za rubež. Pa kaj se grejo? Potem ta rubež na finančni upravi, jaz napišem pritožbo, finančna uprava pošlje moje podatke upravnemu sodišču. To se kar širi in potem so tvoji podatki povsod si zacahnen. No in ko sem to pisal, mi je upravno sodišče odgovorilo, veste, kaj mi je odgovorilo? Da so oni to vrnili finančni upravi in so mi poslali še eno takso za plačati ustavitev postopka. Isto ceno. Na kar sem jim prijazno odpisal, da postopka nisem niti začel in da ga zaradi mene tudi niso mogli ustaviti in da naj kar strošek ne bijejo lepo finančni upravi. In kaj sem s tem naredil? Ker nisem plačal sodne takse, seveda nisem bil stranka v postopku. Kaj bi se zgodilo, če bi plačal sodno takso? Če bi plačal sodno takso in se pritožil na upravno sodišče, če zdaj primerjamo tale primer ZZZS, če se postavite vašo kožo, pa zdaj primerjate to, kaj bi se zgodilo. V tem primeru sem jaz v bistvu tožil, ker sem naročil in sem plačal račun upravnemu sodišču. Vam so nabili sodno takso, mislim, da je koliko 148 evrov, je na tistem, ko ste prejel list v 3 dneh. Menim, da je 148 evrov. Nobenega zneska ni bilo gor. Oni so sam rekli, da moram v 3 dneh ali nadaljevati, ali pa s tem, če ne bom nadaljeval s postopkom na upravni spor, bodo smatrali, da odstopam od tega. So spremenili, a veste, kaj smo jim napisali v par pritožbah, par tednov nazaj? Smo jim napisali, da je pritožba, dovolite, da vam povem zelo na glas, da je pritožba pravica in da se pritožba ne sme računati. Se pravi, da zdaj ne pošiljajo več cene, ker je bila cena 148 evrov. A zdaj se tako napisali, pa kako ljudje... Brez zneska. Brez zneska. Vidite, poglejte, sploh, gledajte, upravno sodišče, ki upravlja državo, ne ve, da se pravica do pritožbe ne plača. Zvok ti je zginil. Zvoka ni. Ne še. Alo? Ja, okej. Kaj sem nazadnje rekel? Zdaj so bili zneski gor, približno 148 evrov, zdaj pa ni več zneskov. In potem smo mi napisali, seveda, ker so ljudje dobivali to in nekateri, na začetku so vsi dobivali 148 evrov sodne takse od upravnega sodišča in v 3 dneh morajo odgovoriti. A zdaj pa pravite, da je brez zneska. Dobro, ker to je, gledajte, pravica do pravnega sredstva 25. člen ustave. Vsakomur je zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih državnih organov. Se pravi, že s tem, ko ste vi zavrnili prvo pritožbo ZZZS, nimajo oni kaj na sodišče vlagati, ker vi ste vložili na ZZZS in oni imajo za to odgovarjati. Ne pa, da vaše podatke uporabijo za to, da vas prijavijo na sodišče, da ste vi kršitelj in pol vam sodno takso pošljajo. Hvala Bogu, no pravite, da zdaj ni. In se lahko seveda pritožite na lokalne skupnosti, nosilce javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o naših pravicah, dolžnostih in pravnih interesih. Ti ljudje sploh ustave dejansko ne upoštevajo, ne poznajo. Mi živimo v politični državi, nič več v ustavni, čeravno je ustava tista, ki je formirala to državo. Ja bi se mogel pa pritožbo dati na župana. Nisem razumel vprašanja.
A pritožiti bi se mogel na občino, na župana. Ne, mislim, treba je takoj na ZZZS pritožbo poslati, kaj vam to pošiljajo, ker to je po 132. členu Kazenskega zakonika prisilno dejanje. A vas je kdo pregledal zdravstveno Ne, pred odločbo? ne, A ste dal vlogo za odločbo o ZZZS za Ne. izdajo? A ste sodelovali v postopku? ne, Niste, ne? ne, Ne, seveda ne. Ker je po zakonu, pravijo, da to Dobro, po a so- zakonu velja od 1. avgusta, zdaj od Ja. 1. avgusta velja, ne. A so vam odločbo, ki je ključen dokument za tako zdravstveno stvar, za katero država trdi dolgotrajna oskrba, a ste jo dobil po navadni pošti ali Po ste navadni dobil- pošti. Po navadni pošti. A veste, da je s tem kršen tudi 87. člen zakona o upravnem postopku, kjer je treba vročati dokumente, posebej odločbe, upravne dokumente, pomembne dokumente je treba vročati z priporočeno pošto, po protokolu, po zakonu, ne pa kar po navadni pošti. Potem pa, ko gre za denar, ko gre za sodbo, potem se ustrašijo, v drugi seriji pa dobite priporočeno pošto, a ne? Da? Ja, no, glejte, ko je enkrat vlak ZZZS v tunelu s celo kompozicijo in z vsem sranjem, ki so ga naredili, ga hočejo potem obrniti kompozicijo s priporočeno pošto. V drugem popravku, ki vidijo, da drugače ne gre. Za koga nas imajo državljane? Za koga nas imajo ti ljudje? Da nevedneže, ne, zato to delajo. Ja, saj zato, ker nismo 30 in več let ni nihče nič rekel, razen redkih izjem, ampak te so zelo hitro pohodili ali pa utišali. Res je, ja. Ja, zdaj, ki je bil pa COVID, smo se pa malo zbudili, malo več ljudi, ki se je vsakega od nas dotaknilo. Prav vsakega se nas je dotaknilo. So se pa ljudje malo zbudili, kaj pa je zdaj to, a ne? Eni smo Tako. pripravljeni, poznamo stvari, za druge je bil pa to šok, bolečina, trpljenje, izguba službe, nepoznavanje prava. No, redki so se znašali v situaciji pred trgovino, pred varnostniki, na cesti. Vsak teden so se odloki menjavali, pritisk je bil, spomnite se, kaj so nam delali, in to je v bistvu samo nadaljevanje te zgodbe v bolj prefinjenem načinu, a ne? Torej, to je hkrati pol lahko se zahteva zdaj pravica do odškodnine, veste, vam so naredili škodo. S to odločbo so vas užalili, a veste, da so vam dali, vam so že kar dodelili status dolgotrajne oskrbe, pa vas nihče niti pogledal, ni pa ste odločbo dobil. Prišel bo pa čas, ker se vsi staramo, ker bomo to rabili, a veste, koliko traja ta odločba, ki smo jo zdaj vsi v Sloveniji dobili? Kdo mi zna povedati, kako dolgo ta odločba traja? Do konca te vlade, jaz razumem. 2 leti, pa preneha. Pa moraš pa 2 leti, To je ja. vlada. Ja, Pa druga to- vlada pa nekaj drugega naredila. Ne, 2 leti, toliko, da se mi navadimo davek plačevati, pa da smo Ah. tih, ja, da nam sem 1% vzamejo od prihodkov, a ne? Isto kot RTV Slovenija, ne, dele, ko oni to upeljejo, to težko nazaj dati. Nihče se ne pritožuje, kar normalno je, malo penzijo dvignejo in v časopisi piše, ja, penzijo so dvignili, krasno sporočilo za penzioniste. Na eni strani ti 2 evra dvignejo, na drugi ti pa 3 vzamejo, ne? Ali pa še več, zaradi dolgotrajne oskrbe, pa še RTV prispevek se je podražil. Zdaj sem videl, da je položnica 13 evrov pa pol že. A ne? Glih eden je Ja. danes objavil Da, da. na. A je, ne? Ja, No, evo. Ne? Mislim, a vas je kdo vprašal, če se strinjate? nihče. Nihče, ne, nihče, prisila. In kaj bomo naredili, kaj je treba narediti? To je treba protestirati, treba je napisati, da se tako ne dela, da je to osebni prihodek in da je poseg v osebno premoženje, ki je ustavna pravica, prepovedan. Zakoni so zdaj tako pisani, da so čist mimo ustave vsi. Ustavno sodišče
Je pa tako narejen, pa tako podkupljen, da dela vse, da potem reče, aha, 1 leto damo državnemu zboru, da to spremeni, da še 1 leto kradejo, potem pa rečejo, bomo pa to tako, in bolj pa še več vzamejo. In te ljudi, ki so v državnem zboru, je treba zamenjati. Najprej pa je treba zamenjati tiste tretje od spodaj, ki so steber državne uprave, ki 30 let noter učijo, vse tiste, ki vsaka 4 leta na novo pridejo gor, kako se krade. Ker tisti so problem. Tretji uradnik od spodaj. Ne državni sekretar, ne minister, ampak ki državnega sekretarja pa ministra uči narobe delati. Da. Ja. Res je, Mihael. Ja, lejte, stvari in tudi župani, veste, župan je tata in mata v kraju in noben od naših teh županov ne dela dobro, ne dela pravilno. Povedal vam bom, zakaj je do tega prišlo, do dolgotrajne oskrbe. Veste, kaj so naredili? Oni so mogli evropska sredstva uporabiti, ker je to agenda. Počrpati, ne? Ja, to je 6 ali 7 teh ciljev vključenih noter. Imeli boste nič in boste srečni, in če tako pogledaš, je ta odločba v bistvu sodni nalog, sodno dovoljenje, namesto sodnega naloga, da ti zdravstveni oskrbovanec pride v tvoj zasebni dom. Namreč poanta celotnega zakona je deinstitucionalizacija državnih ustanov, bolnice, zdravstvenih ustanov, domov za starejše občane in drugih takih ustanov. Deinstitucionalizacija, in zdaj, ko pogledamo, da gre za dolgotrajno oskrbo na domu, pomeni, da nekdo, ki bo rabil oskrbo, bo mogel biti doma. Zdaj gre pa za institucionalizacijo zasebnega, privatnega premoženja. In ti noter pride zdravnik, ne vem kdo, morda celo s policijo, ker ga ne boš hotel pustiti, recimo, ker se bomo oparali, in ker imaš odločbo, je odločba, imaš odločbo, ker se nisi pritožil, imaš to odločbo, in tisti, ki smo se pritožili, hvala Bogu, te nimamo, se te ne priznavamo, imamo v rokah, da se s tem ne strinjamo, ampak ostalim bodo prišli pa kar noter, pa bo zdravstven delavec noter prišel v stanovanje in bo rekel, aha, ok, to je pa zdaj pa je treba tle poskrbeti in potem moraš ti to sam plačevati. Država bo sicer plačevala en del zaradi tega, ker pobira davek, ampak ta oskrba bo zmeri dražja od te, kolikor bo država prispevala, zato bo moral vsak sam dodatno plačevati. Zdaj si pa vi predstavljate, da plačujete 5, 7, 8, 10 let, zame, za mojo ženo, za nekoga, ali pa za kogarkoli, ki rabi, nekomu se nekaj zgodi in rabi to oskrbo, pa se najprej izčrpa vsa družina in vsi družinski člani, ker gre za dolgotrajno oskrbo na domu, pazite, gre za institucionalizacijo zasebnega premoženja. Samo da tega noben ne vidi. A ste vi vedeli, da je to zdaj obratno narejeno? Da nam hočejo na ta način pobrati stvar, ker potem, ko pride račun, ko človek recimo se spremeni, odide, ga pokopljajo, potem pride pa od socialne službe račun, poračun, ko rečejo, aha, vidite, toliko je socialna dala, toliko je država, toliko je treba pa zdaj doplačati. In pol bo prišel pa računa, za 5, 10, 15 let. Meni ljudje pošiljajo, reče, gospod, nam je babica umrla, zdaj pa je bila lastnica stanovanja, imamo dediščino, ampak je prišlo od socialne, je prišel rubež. Hočejo nam vzeti vse njeno premoženje. In to je načrt do 2030 in do 2050, če želite. Država hoče vse pobrati. In to, da imamo mi pravico do zasebne lastnine, to, da imamo mi pravico do zdravega načina in življenja, da se sami tudi za to odločamo, država mora pa pogoje ustvarjati, ne za nas skrbeti, pogoje ustvarjati, to je nekaj čisto drugega. Je pa tu velik problem. Malo sem vam nakazal, v kateri smeri zakaj sem te pritožbe delal, zakaj je treba zdaj delodajalcu, če nimate pogodbe, se takoj pritožiti, da vam ne trgajo,
nimajo te pravice, ker no contract, no case, brez pogodbe ni primera. Če delodajalec krši pogodbo, ga lahko tožite in to za visoke denarje, ker vam bo vsak mesec odtegoval 1% od vašega prihodka, pa vas nihče ne bo vprašal. S kakšno pravico krši pogodbeni dogovor? A je to kar v navadi, da nihče nikogar nič ne vpraša in se samo jemlje? Čist golobova varianta, a ne? Pa še prejšnje variante. Imamo res elito v državi. Imamo elito, a ne? Je imel še kdo kakšne podobne težave? Imel še kdo kakšne podobne težave s to odločbo? Jaz. Ali pa ja, povej. Jaz sem dobila tisto odločbo in potem sem dala odgovor, kot si ga pripravil in predlagal, na kar je prišel naslednji odgovor njihov. Tisti je pa bil priporočen s povratnico in ne vem kaj. No in to sem takrat med prazniki te mučila s tem s prošnjo za pomoč in sem potem poslala zdaj še tisti odgovor oziroma zavrnitev tistega njihovega odgovora. Zdaj pa čakam, kaj bodo storili, ker so tam zapisali, da ne bom se pritoževala, da je vse nasprotju z ustavo in mojimi pravicami in tako naprej. Me zanima zdaj, kaj bo pa tretji korak njihov. Njihov korak, Tako da oni ja, bojo to, sem v čakanju na njih. oni bojo to vložili na upravno sodišče. Ja, pa so pa ti z sledi to, upravnim... kar si napisal na spletni. Ja, sej sem jaz, a veste, koliko 1000 ljudi, jaz imam tukaj gor writing report, napisal sem, namreč meni so blokirali chat na Facebooku, meni so blokirali Facebook, meni so vse maile, to je, a veste, Google je mafija, Facebook je mafija in nagajajo in kolikor je mogoče motijo komunikacijo in takrat, ko človek v stiski, koliko ljudi mi je pisal, pa je bilo samo nekako 5 dni, sem bil čist blokiran, ampak v teh 5 dneh je mene vsaj 100 ljudi, če ne več, kontaktirali. Jaz nisem mogel odgovoriti, telefona nimam, na chat sem bil blokiran, na Facebook sem bil blokiran, tam sem bil blokiran in sem rekel, kaj pa zdaj? Ljudem sem povedal, zdaj pa me vprašajo in zgleda, ko je izgledalo, da jaz zdaj ne odgovarjam. A veste, kako sem se, tudi povedati nisem mogel, da so me čist zablokirali. Pa se nismo mi tako vzeli. Mihael, vse te poznamo, ti bi odgovoril, še bilo. Ja, res je. Si blokiran, ne moreš odgovoriti. Ja, sam ljudi Jaz nisem tako vzel to stvar, da ni odgovora. Ljudje na drug stran včasih so v stiski, ne razumejo in jaz to globoko razumem, lej, dal nam je zdaj to, zdaj pa je to prišlo, zdaj pa je tih, zdaj ga pa ni in nihče ne ve, da mi pa takrat odsekajo vso komunikacijo. Veste, to so, kako naj vam rečem, to je grda igra države, res. Naša pravica je pravica do pritožbe. Pravica vedeti, ker nas slabo informirajo o stvarih, sploh nas ne informirajo, samo delajo, naredijo, kradejo. Ti pa lepotih bod pa deli. A veste, za tiste €1 pa pol, ki vam pride na položnici več za RTV Slovenija. Za ta 1%, ko bojo vsem državljanom zdajle davek vzeli. A vi veste, koliko energije, koliko časa, koliko morate v bistvu za to delati? Vi morate vstati, v službo jeti, se nima veze, ali pa ste preteklo delo vložili, če dobivate za to pokojnino, penzijo, ali pa nekdo na en drug način. Za vsak evro moramo mi, kako rečejo v tisti cerkvi, ki je že krvavi pot potiti, ne? In dati in nekaj narediti, da ga dobiš. Pa pride tle ena, oprostite, da se tako izražam, en človek, ki pa si upa kar nekaj z nekimi zakoni ropotati, ki so čist protiustavni, ampak sprejemajo protiustavne zakone, to uvedejo in potem leta in leta ne moreš nazaj spraviti, ker ustavno sodišče je pa tudi del države, oni se kar med sabo zmenijo. Ne glede na to, kdo pritožbo da, pa je lahko vsak državljan da. A veste, koliko smo pritožb pisali v času covida na sodišče, na ustavno sodišče, se niso sfolgali.
So točno videli, da gre za protiustavne zadeve in je to v bistvu je problem, velik problem, to ustavnost potem nazaj spraviti. Ne gre. In to je zdaj kar nek perpetuum mobile. A ne? Jaz sem danes v vabilu poslal eno zadevo, plesoči zdravniki, plesoče medicinske sestre. Poslal sem zadevo, ki meni osebno je v času covida šla toliko na živce, da nisem vedel, a naj se jočem ali naj, ne vem, sem rekel, kako je to možno. Če ste zato, bi malo to stvar dekodirali z psihološkega vidika in že takrat so vedeli, da bo dolgotrajna oskrba, da bo zakon, da bo vse to, ker to je že vse naprej pripravljen. Leta in leta. Oni zdaj samo po tekočem traku še zakone implementirajo to agendo noter in to, ne vem, ljudje pa kar novo leto, božič, darilca, potovanja, zabave, pivo, klobasa, čevapi, fajn se imamo, nič nam ne manjka, super je, bo prišel pa trenutek, ko bo to vse skupaj nagrmadilo, bo pa tako hudo, ker ne bo več izhoda, nihče pa ne sledi tega. Zakaj plesoče sestre, zdravniki in ostalo medicinsko osebje med covidom? Ima kdo idejo, mi lahko kdo to pojasni? Ima kdo vsaj približno, zakaj so to naredili? Zato, ker smo jih priplačali. Plesne vaje. Ja, plesne vaje. Jaz sem zato, da dekodiramo nocoj to zadevo, ki mislim, prepričan sem, da je do danes še nihče ni pojasnil. Me zanima, ali ste kje kakšno psihološko študijo brali o plesočih medicinskih sestrah, zakaj ravno med covidom in zakaj ravno takrat, ko je bilo po vseh naslovnicah, da bolnice pokajo po šivih. No, zdaj mi to pojasnite, zakaj bi to lahko tako bilo? Pozdravljeni, meni se zdi, da so pokazali, da oni plešajo sistemu in nam s to gesto so nam pokazali, da je to en veliki ples. Ja, na en način pa to zelo drži. Kakšen je pa bil občutek, ko ste to gledali? Ste bili jezni, besni, ponižani? Kaj se vam je dogajalo, ko ste to gledali? To nisem gledal, ker ne gledam televizije. Pa vam bom pa jaz nocoj to pokazal. Niste videli in ne veste. Bom pa jaz to zdaj pokazal, če ste za to. Pa bomo potem dekodirali, prav? Če ste za to, to je par minut. Mož za to. Ok, zavrtim. Zavod za zdravstveno zavarovanje bo zavarovancem, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, začel pošiljati odločbe o tem. Prve bodo poslali v ponedeljek, zavarovanci pa jih bodo prejemali postopoma vse do konca leta. Z novim letom bodo začele veljati prva določila zakona o dolgotrajni oskrbi. Od poletja 2025 pa bo treba plačevati nov obvezni prispevek. Barbara Vidmajer. Če boste v ponedeljek v svojem poštnem nabiralniku zagledali tako odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ta za zdaj še ne prinaša nobenih obveznosti. Da je to odločba, ki od nas ničesar ne zahteva. Torej ne govorimo o položnici, to ni pogodba, to je zgolj odločba, da smo zavarovani za dolgotrajno oskrbo. Pogoje za zavarovanje izpolnjuje 1,7 milijona oseb. Zavarovane osebe za dolgotrajno oskrbo so torej osebe, ki so stare 18 let in so zavarovane za obvezno zdravstveno zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela.
pa tudi mlajši od 18 let, ki so obvezno zavarovani na podlagi delovnega razmerja. V ponedeljek bosta zaživela tudi klicna centra Ministrstva za solidarno prihodnost in ZZZS-ja. Pozdravljam to, da so vsi obveščeni. V bistvu bi si še bolj želel, da ko bodo vsi podzakonski akti izpisani, to se pravi v roku 6 mesecev morajo biti spisani, da bi ministrstvo tudi takrat jasno obveščalo vse celotno javnost, kaj ti pravilniki v bistvu pomenijo. V skupnosti socialnih zavodov namreč opozarjajo, da je zakon o dolgotrajni oskrbi zgolj orodje, ključni pa so vsi podzakonski akti in pravilniki, ki bodo sprejeti naknadno. Že zdaj pa, da se ukrepi sprejemajo prepočasi. Zakon, ki ga je poleti sprejel Državni zbor, začne veljati z novim letom, pravice in storitve pa se bodo v naslednjih 2 letih uveljavljale postopoma. Celoten paket pa bo stopil v veljavo s 1.12.2025. Predtem pa dolgotrajna oskrba na domu in e-oskrba s 1.7.2025. Takrat nas čaka tudi nov obvezen prispevek. Najhitreje, takoj ob začetku veljavitve, bo zaživela pravica do oskrbovalca družinskega člana. מחפשים אנשים רק ביחד נצליח להיות חזקים. תודה ענקית לכל הצוותים הרפואיים, לכל הרופאים והאחיות, מכל עם ישראל. מחכים שיביא לנו אור, כמו סיפור תנכי שסיפרתי לבני הבכור. מחפשים אנשים רק ביחד נצליח להיות חזקים. You don't see this a lot, an angry confrontation between, of all people, a doctor and his patient. Go to the ER and wait for 9 hours. Okay, you can get out of her. Out of my office. I will now. Jessica Stipe was suffering from a severe case of the flu and waited 1 hour and 15 minutes as her symptoms grew worse. I made an appointment at 6:30 because I knew It's being out of my bed an hour and 45 minutes. We've already been working on you. We've done a urine test on you. I've seen you. You came in and said, I'm going to check your pee. Does that take 3 seconds, you think? I don't know how long. Do you want to be seen or not? I want to go home and get in my bed. I'm Then miserable. fine, get the hell out. Get your money and get the hell out. I did. But that See you right later. there is I'm livid. I'm livid. And it's not even, you know, it's the way he spoke to us that was completely unethical and uncalled for. Jessica's 16-year-old daughter, Courtney, recorded the drama at an after-hours medical clinic in Gainesville, Florida. You can get out of her. Out of my office. I will now. file a complaint with a Better Business. Mom, I got it on video, so it doesn't matter. Go. And my What's your daughter's daughter? recording this. My What's your daughter is name? recording this. The doctor grabs the phone right out of the daughter's hand. Give me my phone. I told him my daughter's a minor and I'm calling the police. I did dial 911 at that time, and he stopped my daughter's recording and threw her phone back down the hallway and cracked her screen. We do have these witness statements that I know you know about from people who were also there in the doctor's office. They're saying that you were using profanity, not speaking nice to the doctors, threatening the staff. None of that is true. Like I said, the video is the only real altercation that ever transpired. Dr. Peter Gallagly says the patient was belligerent and abusive to the office staff. Still, he apologized, saying in a statement, "I regret losing my temper and speaking to the two women in a manner that is not befitting a medical doctor." We showed the video to ER doctor Jake Deutsch. I think that goes beyond what is considered acceptable in all standards. Certainly losing your temper is one thing, but using profanity and then having an altercation by hitting the phone just shows a total lack of control. Then fine, get the hell out. Get your money and get the hell out. I did. Well, doctors and nurses all across America are on the front lines, of course, fighting the novel coronavirus. Some healthcare workers. Well, doctors. Them apple bottom jeans. She's dancing with the scars. My baby wanna teardrop. The physician who shot these controversial videos in the operating room is now speaking out. No,
I've done nothing wrong. Dr. Wendell Boutte told the HLN cable network that she had permission from her patients to make the videos to educate the public about cosmetic surgery in an entertaining way. There's not only education, inspiration, there's celebration. But these former patients aren't celebrating the dancing doctor's work. My daughter said it looked like a shark bit me. In this Inside Edition exclusive, they're comparing their disfiguring scars following liposuction performed by Dr. Boutte. This was me. It was all over my stomach. And now these areas that you see that are black are now scarred. I'm wondering what you all think now, looking at those videos. It's very disturbing. Very disturbing. I feel horrible for all of the women that are on there. If I had seen those in advance, I certainly would not have made her my choice for cosmetic surgery. It's a slap in the face. What happened to this patient went way beyond scars. She went into cardiac arrest during a tummy tuck. She is now an invalid, looked after by her son, O.J. Liburd. I had to literally do everything for her, bathe her, brush her teeth, feed her. This former patient, who asked not to be identified, says she woke up on the operating table during one of the dancing doctor's routines. You woke up during the surgery, you saw people singing and dancing. I'm assuming you thought you were hallucinating. I definitely thought I was hallucinating. I felt like someone was stabbing me in my stomach. Make it funky! Dr. Boutte, who is a dermatologist, not a board-certified cosmetic surgeon, says the adverse outcomes were out of her control. She had them apple-bottom jeans. But now that she's suspended, it may be some time before Dr. Boutte is allowed to cut it again. At least 9 lawsuits have been filed against the doctor. A previous action on behalf of Ms. Cornelius, that woman you saw who allegedly suffered brain damage when her heart stopped during a procedure, was settled. As you've seen, the doctor has denied any wrongdoing. No, da boste vedeli, kaj plačujemo, plesoče nože, ampak ne, ja, se nima veze, da je to ameriški, ker ta kultura globalna, ki je povsod enaka. Plesali so v Ameriki, plesali so v Celju, plesali so v Mariboru, plesali so v Ljubljani, plesali so v Nemčiji. Gre za globalno zadevo, gre za kulturo, ki je brez kulture do pacienta, do ljudi, do tega, kar plačujemo in kar moramo pričakovati. Dekodirajmo zadevo, ki jo do danes še nihče ni pojasnil. Pa se bomo osredotočili ravno na to, kar smo zdajle videli na plesoče medicinske sestre in drugo plesočo medicinsko osebje, ter na medijske izjave, ki so v tistem času polnile naslovnice o bolnišnicah, ki, če se dobro spomnite, kako je že pisali, bolnišnice so polne, pokajo po šivih, nihče ni mogel na obisk priti, vrata so bila zaprta. Redko kdo se je našel, da je šel z mobitelom posnet prazne hodnike in vse ostalo. In glejte, to, da so bile takrat bolnišnice prepolne, prenatrpane, da so pokale po šivih, je bil del protokola psihološkega nadzora, ki temelji, ne boste verjeli, na ponižanju ljudi. Prosim vas, razumite, da je vse, kar vam je bilo tukaj predstavljeno in kar se je takrat dogajalo. In tudi danes ta odločba ima svoj psihološki namen, z namenom, da vas izčrpa, vse nas izčrpa, da nas pripravi do tega, da prostovoljno predamo lastno voljo njihovemu nadzoru. To je osnovni namen, psihološki namen. Pohvala in občutek varnosti z ene strani, ker so oni plesali, so pohvaljeni, ponižanje in nabijanje občutka krivde z druge strani vsakomur, ki pa naj bi širil tako imenovani virus s tem, ko ni upošteval vladnih odlokov, je pa druga stvar. Ja, tak človek je bil kriv
Ali naj bi bil kriv, če bodo bolnice slučajno polne, ker sedaj so prazne, to da kriv, da bo njegova, ker ne spoštuje zapovedi odlokov politike. Dejansko je politika prevzela zdravstvo, zdravstvene delavce in vse zdravstvene protokole. Gledal sem veliko oddaj, kjer so zdravniki povedali, da so mogli stati zraven, zgubi licenco, ali on zgubi licenco, če bo zdravo bolnika, če ga ne bo zdravo, bo izvršil protokol, bolnik bo pa umrl. Zdravniki so v pričevanjih jokali, ker sem sledil to po internetu. A veste, trditev, da je bila delitev med gledanjem plesočih medicinskih sester in zatem poslušanjem uradnih sporočil o prepolnih in natrpanih bolnicah del protokola psihološkega nadzora, ki temelji na ponižanju, je dobesedno utemeljena na naslednjih psiholoških temeljih. Z ene strani povzroča ponižanje. In ko je človek ponižan, izgubi nadzor, zato ker je ponižan, ker ga čustveno prizadene, raztrga. In ko se človek počuti ponižanega, je res kot da izgubim življenje nad svojim nadzorom. Kot da smo pod nadzorom nekoga drugega. Druga stvar, ponižanje hkrati povzroči občutek strahu. Kaj pa, če bom zavrnil odločbo, pa potem ne bom zavarovan? Kaj pa, če bom ne vem kaj? Kaj pa, če bom ne vem kaj? Ko se počutim ponižanega, se lahko počutim, kot da sem zdaj ogrožen. Ali pa, da mi grozi nekaj slabega, nič slabega ne bo grozilo. Takrat, ko se rabi in takrat se to naredi. Tole vnaprejšnje predvidevanje in vso to programiranje na tak način je v bistvu terorizem države nad ljudmi. Tretja stvar, ki ga ponižanje povzroči, veste, je pa občutek krivde in občutek obžalovanja. Recimo, ko se človek počuti ponižanega, se lahko počuti, kot da smo sami krivi za ta položaj, ki se zdaj dogaja v družbi, kot da sem jaz kriv, kot da sem jaz to naredil in zdaj bi jaz mogel narediti nekaj več, zaradi drugih si masko nastaviti, zaradi drugih upoštevati odloke, ki so nelogični, nesmiselni, neustavni, da bi se vsemu temu lahko izognili. Kaj to pomeni v kontekstu epidemije, ki je pripravila pot vsemu temu, kar se zdaj dogaja? To lahko pomeni, da je bila delitev med gledanjem plesočih medicinskih sester, zdravnikov in tako naprej, raznim grobim posegom, zavrnitvam in vse veste, kakšni so bili in pazniki in varnostniki in medicinske sestre, če ste hoteli iti na pregled, pa ni človek želel maske natakniti, kaj so počeli, ne? In med poslušanjem uradnih sporočil o prepolnih in natrpanih bolnicah, namenjena ustvarjanju občutka nemoči, strahu, negotovosti in krivde pri ljudeh. Nabijanje krivde za vse. Dejansko izgubiš nadzor, moraš potem iskati pritožbo, dobiš globo, dobiš en kup stvari, motiti redno življenje, že poleg omejitev vsega družbenega življenja. In to pa seveda potem pripelje do tega, da se človek, da ga je strah, da je prestrašen, da je negotov. In to pa seveda potem človek avtomatično sprejme avtoritarni vladni ukrep, ker se nima več kam v tej zmedi obrniti, kakor da posluša, kar se mu reče ta hip. Glejte, zakoni so narejeni zato, da so konstantni, dolgoročni, da v določeni situaciji vsak od nas ve, kako reagirati, kaj je prav in kaj je narobe. Pri tej zmešnjavi, ki smo jo bili deležni in zdaj smo jo še bolj deležni, ki se toliko stvari hkrati dogaja, postaja pa človek v sebi nestabilen, zaradi tega, ker se na te stvari naveže, se sprašuje, kaj bo, če bo in se dogaja ta proces strahu, nesigurnosti. A veste, da to vsakega izmed nas izčrpava, ne? In dolgoročna oskrba je v bistvu predvidena najprej, da družino izčrpa. Izčrpa vse družinske člane, vse finance
in na koncu ti pošljejo še račun, ki ga družina, ki ima recimo nekoga za dolgotrajno oskrbo, ne more na podlagi socialnega pač računa poravnati, je ob premoženje, a ne, in to so hude stvari. To so hude stvari. Ker v kontekstu epidemije to pomeni, da ljudje, ki so bili vzpostavljeni protokolov psihološkega nadzora, da bodo bolj verjetno sledili vladnim ukrepom, vsi prestrašeni, kaj bo danes, kaj bo, če se mi ti ukrepi zgodijo, če jih ne bomo upoštevali, ne. Dejansko so pa nepotrebni, škodljivi, narejeni z grdim namenom poniževanja, z grdim namenom uvajanja nadzora nad vsemi nami. Dobre namene nam dajo, mi bomo skrbeli za vas, ne, v ozadju je pa potem vsa ta agenda. V zameno za občutek dobrega počutja, varnosti in ne vem česa. Da boš varen. Ne? Plačuj za to, da boš imel dolgotrajno oskrbo. Ja. Kje pa je kakšna razlaga? Kje pa je v odločbi, kot smo že prej rekli, vas kdo pregledal, da spadate v to kategorijo, da ste... Moj sin je star 23 let, zdrav kot dren, pa ima dolgotrajno oskrbo, odločbo. Lepo vas prosim, kdo ga je pregledal, da on to rabi? Rabi zato, da mu zakonito poberejo od tistega, kar hodi v službo in se muči in dela, da mu 1% od plače poberejo, zato da kam bo šel potem ta denar? Nihče ne ve. Za plesne vaje zdravstvenih delavcev. Dobro, oprostite, to je ena možnih razlag, trditve. Jaz pač simuliram, tako gledam, ker, veste, plesoče medicinske sestre in potem poslušanje uradnih sporočil pri polnih in natrpanih bolnicah, to je, oprostite, del protokola psihološkega nadzora in s tem smo mi to zdaj dekodirali, kaj so nam že takrat nastavljali. Seveda so tudi druge možne razlage. Absolutno, da so. Naprimer, recimo, da je bilo to preprosto neumno in neprimerno ravnanje oblasti, povsem neprimerno, nekulturno, nepošteno. Vendar pa se je psihološka utemeljitev trditve prijela in vsekakor je mogoča in verjetna in vpliv je ta, da so ljudje zdaj tiho ali pa prestrašeni in ničesar ne rečejo, dobi tisto odločbo, si jo dal v predal in je tiho in plačuje 1%, ali pa plačuje RTV Slovenija, gleda druge programe, recimo se naroči na T2, potem pa še RTV Slovenija posebej položnico plačuje, ker že itak v dostopu do interneta je vse plačan. 2-krat, 3-kratno včasih nekdo plačuje, ker ima še na mobitelu. Mobitel dostop do interneta, plačaš televizijo, ki jo imaš, plačuješ dostop, ki imaš fiksen, plus še 3-krat eno in isto stvar. Toliko z moje strani, prosim, dopolnite mi. Lahko jaz povem, Tanja? Ja, prosim. Zdajle, a ne, kako 3-krat pa 4-krat plačaš en in isti program. RTV ne prodaja aparatur, ampak program, eden in isti, in nima pravice zaračunavati potem za vsak mobitel. Včasih je bilo, jaz sem delala par let v naročniškem oddelku RTV in že takrat si moral plačevati, če si imel avtoradio, si plačal za avtoradio, potem si plačal za radio doma, potem si plačal isto, če si imel več sprejemnikov TV aparatov, si za vsakega plačal naročnino. In jaz sem že takrat spraševala, kaj RTV prodaja, program ali aparate? Ne? Ja. En in isti aparat, en in isti program, en in isti film lahko gledaš na raznih medijih, a ne? Seveda. Ampak plačuješ pa program. In to je prav tista rokohitrska kraja, a ne? Mađioničarji. No, bravo, in jaz tukaj vidim enako pri dolgotrajni oskrbi, namreč, kaj boš plačal? Najprej ti vzamejo 1% od prihodkov, potem plačuješ dolgotrajno oskrbo, ki jo naročiš
ko družina več ne zmore, najprej plačuje družina s svojim časom, ko sami skrbijo, kolikor lahko za svojega ljubega domačega mamo, dedija, teto, ne vem za koga otroka, bog ne daj, da se karkoli zgodi, ampak tu so velike takih primerov, zdaj sploh po injekcijah, ljudje so brez energije, brez moči, stranski učinki, posledice, ne morejo delati, so na bolniških dopustih in tako naprej. Se pravi, izčrpava se družina, ko tukaj več ne gre, naročiš nekoga, ki bo skrbel. Ta oskrba bo zasebna in te zasebne firme imajo pogodbo z državo, da del plača država, koliko so pa dražji, plača pa seveda naročnik. Naročnik je pa kdo? Tisk, za katerega se skrbi. Se pravi, zdajle se kar nabira, potem je pa še tle socialna oskrba. 3-kratno, 4-kratno se plačuje. Kje pa so šele potem zdravila in druge stvari? Isto kot s tem programom, ne? Ista varianta. Ista, seveda. Za eno stvar, to je, se pravi, greš kupiti par čevljev, pa vprašajo, koliko ljudi v vaši družini ima isto številko čevlja, kot vi poveš, in potem mora vsak, da si delimo te čevlje plačati za čevlje. Za en par. Pridi, Julijana, pridi. Nič pa je tudi zanimiv, ne, tisti možakar, minister za ne vem kakšno družbo že, ne, Ja. rekel, to ni pogodba, to je odločba. Prav, jaz sem se brez pogodbe odločil za nekaj, kaj mislim, oni so se odločili v mojem imenu. To je pogodba, vsaka odločba je pogodba, sama da ima drug ime. Nekdo se je zate nekaj odločil. Razumeš, in more biti oboje stranska. Ne more on reči, da to ni pogodba. Seveda je pogodba, to je družbena pogodba. Vsak zakon. Jaz se nisem niti dubil. A ti je še nisi dubil? Ne vem, lahko da sem jo. Ja, Lost in Space. Se je zgodilo, jaz ne vem, nisem jo dubil v roke. Nič mi ni treba podpisati. Ja, res je, nihče ni podpisal. Seveda ni nihče nič podpisal. Saj tudi mi dva sva dobila z Julijano, nihče ni nič podpisal. Ne. Ja, to ni, ne. To je kar prisila. Ni bilo osebno vročeno, kaj pa jaz vem? Halo. Ja. Halo. Nekdo je hotel nekaj povedati. Ker to, da se oni kar odločijo brez pogodbe, se mi malo diši na totalitarizem, ne, na neki... Halo? Halo? Ja, slišimo, ja. Borut tukaj iz Kranja. A je problem, se malo vmešava vmes? Ne, v redu, kar. Dajte mi povedati, lejte, vsi smo dobili te odločbe, ne? Dobili, ne? Kje pa piše, da smo jih mi dobili, ne? Kako so nam bile pa vročene? Vročene so bile v poštnem predalčnika, ne? Že klej je krš, ki bi mogli te stvari, če je to družbena pogodba, nekako opredeljeno, da je to kot pogodba ali kakršenkoli rekel zakon ali sklep ali sodišče, ko vroči zadevo sklepom s tem, da to priporočeno, ne? Zadeva nobena ni bila priporočeno in je to že avtomatsko nično. Mene dokažejo, da so meni pogodbo, mislim, to zadevo vročali. To je to. Druga stvar je pa ta, recimo primer, nekdo, ki je mlad, ne? En mladinec, koliko ste vi rekel, vas sin, primer v ta fond vplačuje 35 ali pa 40 let enega denarja, tega zneska, enega procenta, ali kakor bojo oni še ta mafija golažen, jaz pravim, da satanisti, ne, imam pravico to reči, ker počutam tudi, ne. Kam gre ta denar? Recimo ta človek lahko takrat umre, kam gre ta fond njegov, ki je to leto plačeval noter, ne. To je eden, nas je pa čez 2 milijona krat tok, je tok denarja v tem budžetu, ne. Tak zdravstvo, ki mi imamo, pol kurca ni vreden. Pa ne, zdaj meni, ki še prav preklinjaš, tako govoriš, jaz upravičeno tako in imam tudi razlog, zakaj. Zato, ker to je ta gnus parazitsk, klopi, dobesedno plesni klopi, ki nas molzejo, ne. Problem je v nam. Narodu je problem, ker se ne znamo skupaj stopiti in udariti nazaj. To je problem. A ne?
Dokler bomo mi takole klekali, bo njihova igra pelana. Ko bomo mi vstali, bo ta igra v trenutku končana. Ne bojo nič več upali. Ne? To je problem. Bistvo je v nam, ker se ne znamo skupaj vzeti in dvigati. Zakaj? Kaj je rekel Cankar? Hlapci na svoje zemlji. Točno to. Meni ima jajc, da podvignu. In je brez veze, da mi kvasmo, govorimo neki. Praven sistem je pri nas katastrofa. Da ne govorim, ustava, sploh jo ne jebe, noben sodnik, noben in ti kurci, ta gulazen, parazitska, zdaj na množično stavka in pol sodniki, se nam godijo krivice, moramo na evropsko raven iti, moramo ministrico dol staviti, pa še Goloba, ker ne delata v skladu z zakonom. Ja pa kje smo, v kakšnemu teatru mi živimo, v kakšnemu teatru mi sodelujemo, da to golazen vso podpiramo v tej gnili državi, ki so nam jo zavozili s prvim dnem osamosvojitve. Vse je to bil plan, vse to je plan človeku pobrati vse, kar ima. In narod, ovce, še kar sanajo. In te maske in vse. Nič ne uspeš na sodišču, nič. Nobene stvari ne uspeš. Ali tako. Nič. V tej državi popolnoma nič. To je to, kar je recimo... Ko bi vsaj dedno bilo tisto nekdo, recimo, da se zgodi, da predno, da odide ali pa da nek denar ostane toliko časa, kolikor je vplačeval, da bi vsaj nekako se preneslo na družinske člane oziroma na nobeni nič seznanjen. In tile, tale odločba sem jaz napisal v zavodu, ker sem jo zavrnil, da si jaz lahko z njo samo obrišem zadnjico. Dobesedno gnus parazit, ki samo molze. Kot je ta gospod, ki je zdaj zven govoril, kako je uročen. Oni jo sploh še dobuni. Eni jih sploh še niso dobili, puta zgledajo, kva jim jaz razlagam. Te imajo totalno za eno budalo, kva se pa ti, da greš, se to je država ustanovila, to je država, to je siguren za nas dober. Ja, kje ti živiš v Republiki Bangladešu, kje ti živiš v Republiki Banan? Ja, daj malo oči, malo začni razmišljati. Ja ne, ampak tako narod gleda. Ne, Borut, tole ste čudovit povedal, pa še kar, mislim, to je z enim takim dobrim, trdnim pravnim jezikom in nič drugačni, kakor ste povedal, mi smo še... Da bog sem ti pazi dejal, ko so mi delali krivico v podjetju, so mi veliko grozno krivico naredili, sam jaz se ne dam, jaz grem naprej. Zaradi maske, to smo mi pa že govorila. Na nobenemu pravnemu sistemu ne uspeš. Vse lahko pokažeš. Jaz sem dal študije mask. Za maske nikjer ni. V nobeni deklaraciji naši ni bilo narejen, da je maska za viruse. Maska je samo dodatek. Nobeni deklaraciji ne piše maske. In to eni butasti, gnili, smrdljivi sodnici ne moreš dopovedati. Zakaj ne? Zato, ker noben sodnik, noben v tej državi ni naredil pravosodnega izpita po pravični poti. Tako je. To je problem pri nas. Noben ga ni naredil. In ko to rečeš, sem jaz omenil, so butnili luft, pa imam jaz to za iskati. Seveda imam, ti boš meni pokazala, kdo meni sod. Ne more eden tamle kirurga špilati, če je pa, ne vem, Kovač. Pa tamle z ponarjeno diplomo, jaz sem pa kirurg. Ali pa politik odločati o tebi, o družinskih članih, pa v celi državi, kdo potepe in pa kdo ne. Tako, kar si rekel, do danes, zdaj sem sledim tem, to, kar si povedal, točno vse to je. Ne more en politik nekaj govoriti, ali pa mene v hvala Bogu, res lahko reče, hvala Bogu, da sem zankrat zdrav, da mi treba tej golazni hoditi. Pa tako sem se mogel prepričvati, kankoli nisem šel z masko not, pa me varnostnik ven vlekel. Ma mrš v 3 pizde matane, pa kva si ti meni? Kva se imaš ti mene za dotikati? Sej, ko mrš, si sam zgubil. A nek so tako izsiljevali nas. Hvala Bogu, da mi treba. In zdaj bom ta fond plačval, pa ta prostovoljen zdravstven zavarovanje. Ker, če človek danes ko gleda, vse je zdaj kar
kar redno zaplačevati. Ja, ne, ti moraš vedeti, ti moraš... Zavarovane, so iz zavarovalnic preselili direktno odplače, ti bojo trgali zdaj januarja, oziroma januarja, ne februarja, ker to za nazaj plačo ti dobiš. Ja, moraš vedeti, da so plesne vaje drage, Borut, moraš vedeti, da stane ladja, jahta. Ja, to so plesne vaje, plesne vaje. Scenarij igre, ki najebamo mi, davkoplačevalci. Se to je meni vse kristalno jasen, takrat sem videl te plesne vaje. Točno to na isti valovni, kot si ti, sem tudi jaz in marsikaj še. Ampak folk ne razmišlja. To je tista prigoda, kuhanje žabe. Počasno kuhanje žabe. Ja, ne, Mihajl, tako je. In preden bo narod to zavedal, je to tako. Meni so tudi rekli 16 let nazaj, Borut, ti sam za psihiatrijo. Ja, danes pa kakšen prav, pizda, Borut, veš, sem te obsodil, imaš prav. Psihiatrijo drkal tamle pa ponižval, zdaj mi už povrat lezu, ma zgub se. Še hujš, če kaj protestiraš, si še terorist, si še ne vem, kaj si vse, ne, ti še naredijo hišno preiskavo, ti še obhodijo, te razumeš, če mal jezik stegneš. Po moj stanovanju bo tekla kri, definitivno. V mojem stanovanju nima nobeden brez kakršnekoli sodne odredbe, pa da je karkoli mene poštenega državljana, ki davke plačujem, da v meni tam lesrov, pa ena medicinka kle skakala, pa še policija, pa da jo še kaj ukradla ali karkoli. Mislim, ja, ne, to je namen. To je namen dolgotrajne oskrbe te odločbe. Globalno vem kaj, tako vem, kot ti. Folk se pa tega ne zaveda. Žal ne. Te maraj za budalo, da si ti budala, ki se boriš za sistem pa za pravice vseh državljanov, te imajo raj za budalo, ki pa za enega koristnega človeka. Joj, kaj vse so napisali, če malo poguglaš. Jaz, ker se včasih tako spremljam te stvari, zelo dobro spremljam. V časa korone se je tole 3 leta dele ta gona dogaja. Vsako stvar spremljam in vem, kje smo, pa kam stvari še pelejo. Pa en papak tamle dol v Ljubljani, 3 kmete pridejo s traktorjem, jim pa en cupater tamle reče, kazen bo, odlok sem sprejel, nimate s traktorjem kaj delati protestov pa tega. Poglej, kakšen je zdaj v Nemčiji, no. Ja, vidim. S traktorjem. Zmeljemo to golazno. Ja, pa kaj mediji, glej, se mediji, če ne bi imeli teh postranskih kanalov, se tudi sploh ne bi nič vedel, kaj se dogaja. Ne, vse v redu, vse najlepše v redu. Kurčove televizije gledajo. Ma jaz jo že 14 let nimam, a fukom jo čez okn, da mi jo zdaj le zastondaš, lej. Jo namaram videti, jaz dobim drgit kanale, ki so resnične, ne pa to, kar mediji pumpajo, no. To je čez druga zgodba, kar mediji pumpajo. Pa preden se v to narod zamislil, koliko je ta gospa prejle rekla, plačujemo televizijo kle, na internetu, na telefonu, v avtu, pa daj to je davk na davk. Plačni davk trgajo, karkoli še plačaš, davk trgajo, država ti davk vzame, se sam še to golazem podpiramo, te klope. Se ni čuden, da gostitelj Crknek se mu klop nasel, če ga navid gor. Kaj naredi od stranga, a ne? Popinsko odstraniti ti golaznari, a tako je. Pa tudi, če odstraniš, imaš še dolgotrajne posledice, lahko meningitis, pa ne vem, kaj vse še zastrupljen. Problem? Ampak cuzov te bo tok cajta, kakor mu spustil. Narcis te bo tok cajta cuzov, kakor mu spustil. Tako je. Tako je. Ja, Borut, srčna hvala za tvoje, to je bilo zelo intenzivno, zelo resnično in z vsako besedo se absolutno strinjam in še bolj trdo in fajn si povedal, kakor jaz povem na nek drug način, ampak vendar. Spremljaš od samega začetka, tudi v tem društvu sem, ne? Ampak dobro, zdaj se malo slišimo, ko bolj spremljam, danes sem pa prav tole poslušal, mi pa dobesedno ne bom ti kapa padla. Ja, ne res, da gledaš vsak dan, v koš obrno evre, v koš dal kurba zdaj elektrika. To svinarijo, ki jo pripravljajo. Elektrifikacija vozil, ja pa kašen električen avto. Jaz sem si ga zanj sposodil, sem ga nazaj vrnil, sem rekel, rad si vtakniti ta stranje. Vse nas hočejo na elektriko priveza, da nas ne bojo zdaj, da bo teh 5 blokov obračunal, če si kaj gledal to, ne? To bo šele noro. Bojo spet penzionisti najebali.
Ja, isto zdajle, se danes... Pa analize delam na področju elektrifikacije, delam analize zdajle, ko bojo naredili junija, julija bojo naredili teh 5 blokov. To so bloki od do, plačuješ tok, pa ta pogodbena kazen, ki jo švajem plačal, sej mogoče veš okoli tega. To začni raziskovati, bo vse jasno, to je sama mafija, sama kraja, res. Danes mi je poslal, Boris, naš član mi je poslal, da so v Bruslu začasno zaprli United Nations headquarters, ker ne morajo elektrike plačevati. Pazi, United Nations. Evo, čakajte, bom tole podelil z vami, da boste videli. Sam moment. Evo, tukaj je corpus delicti, dokaz. Glejte, to tako zgleda, a ne? A vidite tole, United Nations, tlele, se vidi. Petek, evo, 5. januar 24, v Bruslu so zaprli. Zdaj pravim, šolstvo, zdravstvo, tele javne, to more crkati, to ne more tako jeti. To ne more tako jeti. Ja, kaj ti veš, da je 700 učiteljev protestiralo za Ministrstvo za finance, zaradi tega, ker so otroci v taki stiski, psihološki, fizični. Ali so kakšni stiski so? Jaz imam zdaj le 4 družine, ki psihološko rešujem situacijo. Stari, ti povem, da to je noro, imajo otroci ene naloge. Tam jih že psihično ubijajo, otrok dan ne pride normalen. Začne se dreti, začne noreti. Kaj naredi, starši, kaj naredi, mi ne moramo nič. Šolstvo je katastrofa, ratal. Ja. To je res... To je pa noro. To je res hudo. To so kot taki neveži, da to samo gledaš. In šolski sistem ne nauči nič pametnega. Vse to je namen, da jih potem nafilajo z antidepresivi in potem imaš ti človeka za life, to vse farmacija, to je tako, to je vse ta grozen hud namen in jaz bolj, ko opazujem stvari, to je zdaj že kar eno par desetletij. Če pokrat so jo zaprisegali satanu. Ja. To je tako, kot nam naprej govoril, ti vse jasen. Preden so šli k ustavi, so zaprisegli njim in tle pa s figo v žepo nam serijejo po glavi. Pardon izrazu, se opravičujem. Tle ni pardona izrazu. Tako je, zame je to parazitska klopova golazen, tako je. Kaj se bom jaz opravičoval v prosti izrazu, v prostom, tako je. In ko narod to spoznal, bo videl, kaj je. Jaz bi pa, Borut, če dovoliš, bi jaz predsednici še dal zdaj besedo. Prav, v redu. Ja, ker ona tukaj čaka, vidim, bi rada malo omilila stvari. Ona bo dala malo brezpogojne ljubezni, malo bo zasolila z božjo besedo in spet bo vse lepo. Ja, okej. Prav, no, lepo se majta, lep večer še ostalim slušateljem. Srčno hvala za te tvoje, res, ja, okej, se slišmo. No, živjo, hvala. Živjo, hvala. Ja, Mihael mi je dal besedo, moram pa priznati, tebi, Borut, da mi je zelo hudo, da se tako počutiš, zato ker vsako našo slabo počutje vpliva na naše zdravje in na atmosfero v našem domu in v okolju. In vem, da imamo pravico izraziti svoje občutke in ni nam lahko. Tudi meni pred kratkim ni bilo lahko, ko sem dobila eno odločbo, ki je bila za mene protiustavna, istočasno pa tudi velik izziv za mene in rabila sem dober dan, da sem jo sprejela z ljubeznijo brezpogojno. In verjamem, da samo ko nekaj sprejmemo z brezpogojno ljubeznijo, kar je tudi v bistvu prva alineja 9. člena našega statuta,
ko res to v praksi začutimo in to naredimo, pride en nov notranji mir in ena posebna moč, ki pa spreminja lahko situacijo od zunaj. Kakor lahko eno sonce, ki posije skozi oblake, prinese upanje, toploto, življenje, tako tudi mi posamezniki, mi člani Društva za srečno življenje Belis, imamo resnično s to brezpogojno ljubeznijo veliko večjo moč, da spreminjamo, da vplivamo na potek dogodkov v Sloveniji, v Evropi, pa tudi ne nazadnje v svetu. In zato je prav, da si povemo, kaj nas teži, vendar je prav, da potem vseeno spoštujemo vse naravne zakone in se zavedajmo, da vedno zmaga življenje. Ne glede na zunanje okoliščine, ne glede na toliko nepravilnih odločitev ljudi, ki živijo izven naravnih zakonov, izven morale, izven integritete, kljub vsemu je življenje tisto, ki zmaguje. In vedno je v zgodovini zmagovalo življenje. Zato jaz srčno verjamem, da glede na to, da povemo resnico, da reagiramo z ljubeznijo, da imamo velik vpliv tudi na tiste ljudi, ki pošiljajo zdaj te odločbe. Tudi tam so ljudje, ki imajo svojo vest in ni jim vseeno, ker delajo po direktivah. In tudi drugi delajo po direktivah. In ko bomo resnično dovolj glasni na pravi način, potem se bodo velike spremembe dogajale, se že dogajajo in se bodo dogajale. Je pa normalno, da je treba čas, da to izkomuniciramo in da reagiramo na pravi način, ker le takrat, verjamem, se bodo res prave spremembe zgodile. Vojna na vojno je še vedno vojna. Jeza na jezo je samo dvojna jeza. Nepravilnosti na nepravilnost je še vedno nepravilnost. Vendar, ko bomo dajali to brezpogojno ljubezen in modrost in govorili, kaj je prav, in rekli odločno ne, mi nismo podpisali te pogodbe, te odločbe. Mi se ne strinjamo s tem. To je dovolj. In če nas bo veliko rekli, ne strinjamo se, ne želimo plačevati in damo na stran vse naše občutke, ki so pač občutki, ki pridejo in minejo in ostane vedno resnica. In s to resnico, če bomo šli naprej skupaj, bomo veliko naredili dobrega za nas in za vse okrog nas. In hvala lepa za vas vse, ki želite, hočete, se trudite in delujete v smislu tega 1. člena, 1. alineje 9. člena, da skušamo z ljubeznijo iti naprej in verjamem, da smo zmagovalci, smo bili, bomo in smo. Hvala lepa. Mene si čist umirila. No, jaz samo še razmišljam, kako bi prekinil, da mi ne bi tega 1% trgala. Ne? Samo to ja, še no, razmišljam. to ni problem, bomo pač rekli, ne plačamo. Ja, ne moreš, če ti delodajalec v službi, pa moraš delodajalcu Ja, pa se ampak z njim... način, imamo ustavo, imamo pravne zakone in vztrajnost. Upam, da bo ta video dosegel marsikoga. Jaz bom dal tukaj od spodaj še mogoče kakšen link z vsemi napisanimi temi stvarmi, o katerih so tekle besede zadnje 3 tedne, mogoče celo več. Od tega, mislim, da je bilo november, oktober, septembra, od septembra naprej so začeli te odločbe pošiljati. Marsikdo tega dejansko še ne razume, ker je to kupet vsakdanje probleme. Ljudje so sredi življenja, 30, 40, 45 let, imajo otroke, imajo službe, imajo to, zdaj pa se s tem ukvarjati. Ampak hvala Bogu, smo ljudje, ki pa smo te faze dali čez in smo tudi imeli izkušnje, trpke, težke izkušnje v življenju, v sodnem sistemu in z vsem, ne? Da te stvari razumemo pravno,
hvala Bogu za študij, za delo, za vse to zgleda, da je neka pot bila potrebna, da se prehodi in tudi človek, če ima malo vesti, podeli znanje z drugimi. Meni je najbolj hudo, ker so vsi pravniki, vsi odvetniki, vsi tožilci, vsi sodniki tiho, vedo, da kršijo zakon, zdaj pa protestirajo, ker hočejo za svojo tišino, da kršijo zakon, imeti višje plače. Sramota, naj vas bo sram, vse sodnike, vse odvetnike, vse tožilce in vsakogar, ki prikriva ustavno pravico, človekovo pravico, ki nam pripada že po naravnem pravu, po ustavi pa sploh, ki smo jo sprejeli skupaj. Želim, da še kdo kaj pove, kaj doda. Timo, če smem, no? Prosim. Kar se Nemčija dogaja, ne? Ja. Ne dogajajo se samo kmetje, dogajajo se tudi prevozniki kamionski, dogajajo se tudi železnice, dogajajo se tudi še druge službe so zdaj videle priliko, ki isto čutijo, ker Nemce so orang stisnili zdaj, ne? Energetsko, z davki, vse to, kar imamo mi, no, vse. In zakaj so se oni zdaj uprli? Zaradi ljubezni do svojih familij, otrok, žena, do življenja, zaradi ljubezni do življenja. Ampak nekako se morajo to izraziti. Ne moreš se ti zdaj nekje doma usesti na stol pa biti za podeliti ljubezen, ne? Ker bojo prišli, te bojo prejeli, pa te odnesli. In ko bo pri nas prišel toliko delač, ne, da se bo narod tako odvik, ker Nemci so najbolj miroljubni, se mi zdi v Evropi, ne, če nimajo orožja v rok, ne, to zgodovinsko. Ampak so bili najbolj, od druge svetovne vojne so bili najbolj psihološko pohabljeni zaradi tistega, kar se je dogajalo, ne, druga svetovna vojna, za kar so jih zlorabili v končni fazi, ne. Ljudi, državljane. Ja. In so bili zelo pohlevni. Skoraj kot Kitajci, no. Malo manj. Ja, vse so ubogali, ne, kar se jim je rekel. So toliko stisnili, da se ni dal več skrivati, da se ni dal več stran gledati, da se ni dal več, da je bilo treba. In ko bo pri nas, do nas, se iz Nemčije vse sem pride, mi smo pa na Nemčijo vezani, ne. Se bo prišlo tudi sem. Pa mi smo taki, pa mi smo uni, pa mi smo usrani, pa mi smo reve. Ker te bo dosti stisnil, se boš nekaj mogel odreagirati. Ko ti v en trebuh stopil, boš pa prnil, ne? Tako rekel. Prej boš sedel pa finga, ne? No tako. Ja, ampak zaradi ljubezni do življenja, ne samo zaradi ljubezni kot same, kot take, ne? Tako, in je res treba nekaj narediti. Treba je pač, če ne drugo napisati, če ne drugo se usedeti, sodelovati, se pogovarjati, ozaveščati, o teh stvareh govoriti, ker ko se govori... To, ker nas ti učiš pa vse tele odgovore, pa pisarije, ki jih moramo nazaj pošiljati, zakaj pa to delamo? Zaradi ljubezni do življenja. Tako je. Se njim ben agresiven, se njim ben ne vem kaj, ne? Tako je. Zaradi skrbi do sebe in do svojih prihodnih rodov in razumeš, delam zaradi krvi svoje krvi, ki bo v prihodnosti. Jaz se počutim odgovornega. Ampak jaz ne morem zdaj drugače to narediti, kot da rečem, to je ta dopis, ko se to naredi, zdaj pa ljudje, evo, tle imate, in če se 10, 15, 20, zadnjič sem gledal gor, 50,000 ljudi je pogledali, veste. In to tudi vzeli in naredili. Tukaj mi je pokazalo statistiko 50,000 ljudi. Jaz sem rekel, hvala Bogu, super, hvala Bogu vsaj za ta kanal, če že vse ostale blokirajo. Neki je in so že v državni upravi precej zabasani, in je tudi prav. Zdaj je treba potem samo še v državni zbor tole pisati, pa upravno sodišče mu povedati, oni so najprej hoteli to pritožbo, ki je pravica, računati, in jih je treba spomniti, da sploh ustave ne poznajo, da sploh ne vejo, kaj je njihova funkcija. Tam sedijo, pridejo, dobijo tistih 5, 10, 15 jurjev za jahto, za ne vem kaj, za dopust, 2 dopisa napiše in to je njegova državna plača. In on je zihar, da bo to dobil, mi pa kaj?
tle iz dneva v dan, praskaj, delaj, žuli se, probleme ti dela, skače ti po glavi, a ne? Tako da, Boris, glej, ne glede na to, da danes imaš tako lepo obletnico, jaz sem ti srčno hvaležen za te tvoje besede, ki so dejansko modrost. Ne? Zakaj dela Belis ta dopise? Zakaj pa se to dela? Pojte reč protestirati na ulico. Belis društvo nikoli ni šlo na ulico protestirati, nikoli nismo spodbujali protestov in to se točno ve, kdo je proteste pripravljal, kdo jih je delal, kdo je tulil v tiste megafone, točno se ve, kdo. Društvo Belis nikoli nobenega protesta fizično ni izvajalo, pač pa samo intelektualni protest in to je naša pravica. Pravica do besede, pravica do ugovora, pravica do pritožbe in pravica do resnice. Potem pa naj na podlagi teh ugovorov in teh dejstev nam odgovorijo, a je virus resničen, a je bila epidemija, pandemija izmišljena ali je bila resnična, ali je bila narejena z namenom nadzora. Odgovorite mi na vprašanje, povejte mi, zakaj je ta odločba, ki prihaja. Kaj mi bo dobrega naredil? Po katerih kriterijih sem jaz vključen v to? Zdrav, moških, srednjih, zgornjih let, zakaj me za to zdaj vključujete? Ko bom pa rabil, bom prišel pred komisijo, pa bojo rekli, ja, vi pa ne morete biti deležni, če pa hočete imeti, potem pa si lahko privat naročite. In ti jemljejo denar, kradejo denar, pol si moraš pa sam plačevati, ker so bojo eni trije gor znašli v komisiji, ki bodo rekli, ja, vi pa kriterijem zadostujete. A zdaj, 2024, s 1.1. pa vsi zadostujemo, zato da nam denar vzamejo. Barabija, do konca! Mi tudi nismo imeli referenduma, da bi se odločili toliko in toliko procentov zapada, da je toliko zapada, smo pa dobili kar odločbe. Če pa zdaj še bojo dopolnjevali z nekimi pravili, se še sploh ni konc, si slišal, kaj so rekli, da zdaj tole je kar tako, zdaj, ko bojo denar dobili, bojo naredili posebne komisije, se bo država še razbohotila, še dodatne stvari, še bodo zaposlovali za to, da čim več ljudi ugonobijo, jih v državne službe potegnejo, predvsem tiste. A veste, kaj se v društvu dogaja? Pri 5500 ali 600 ljudeh sem jaz opazil, vsakmo, ki je dobil določeno funkcijo, ki je bil aktiven v društvu, je dosti hiter dobil super ponudbo državno službo, je dobil nekje, takoj je dobil zaposlitev, takoj so ga poklicali, sam da ne bi bil v društvu. To se dogaja po tekočem traku. Ali se spravijo na nekoga, ki ima funkcijo, da živce zgubi in reče, jaz pa odstopam in potem moramo mi delati to, kar pač počnemo, nenehno sublimativno vtikanje nesramnih ljudi brez vesti in država ne mara. Mi smo največji trn v peti tej DOO Republiki, DOO, ki hoče to agendo pelati, mimo nas politično. Mi hočemo pa ustavno državo za to, kar smo se borili, za to, kar imamo in za to, kar piše. In za to, kar so, kako bi rekel, prisegali ti uradniki. Saj vsak svojo prisego prelomil. To je treba stečaj, sem rekel v soboto, politični stečaj zahtevati vseh teh ljudi, ker to je edino bogatstvo, ki smo jim ga dali svoj glas. Svojim glasom sem dal samega sebe, da me zagovarja, da me čuva, da me vodi po ustavi, ne pa da mi tujo agendo uvaja sem, ki ni nacionalna agenda. Groza. Okay. Koliko bojo stiskali bližje, bomo dogodkom v Nemčiji, kaj se dogaja. Ja, zato, ker jim drugega ne bo ostalo, kakor da grejo na silo. Bomo sedeli na eni avtocesti pred kakšnim večjim mestom, no to avto lepo in ko bo prišel policaj, zakaj pa ti kleja rušeš vlado, ne. Jaz sem zaradi ljubezni do življenja. V Svetem pismu so konc... To je odgovor, zdaj mi pa točno to. Ne rušim nikogar, ampak jaz sem zaradi tega tukaj. Ti v Bibliji so konc sveta čakali že tako, da so že takrat ob cesti sedeli pa so rekli, zdaj bo konc sveta, ker zdaj pa joj, kaj se vse dogaja, pa Rim, pa vojna, pa selitve. Ja, 2000 let ena te ista zgodba, ena te ista šraufarija, sam na drug način. In zdaj vse te s temi digitalnimi stvarmi serijajo. Glejte, jaz se spomnim, oprostite, da sem tak izraz povedal, ampak ne morem drugače povedati. Jaz se spomnim, ko je internet prihajal ven, ki je bil zaseben. Mi smo lahko svobodno pisali, govorili, čudovito je bilo, združevali smo se zmenili to, pa so bile spletne strani.
dokler ni država pogruntala, da je ta stvar, ki jo je zasebni sektor naredil, pač uporabna za ugrabiti in za nadzorovati ljudi. In zdaj se je to v 8-5, posebej v zadnjih 5 letih se je spremenilo v najbolj ogroženo stvar in v največjega vohunskega, da te je strah na internet, kje te bojo zdaj zablokirali. A boš lahko mail poslal, a lahko to napišeš, a lahko to objaviš. Jaz sem objavil v liftu tam eno komično zadevo, so me za cel teden zablokirali, ker sem, a zdaj še komike več ne, v komunističnem sistemu je še lahko kaj povedal, pa smo se nasmejali, ali pa so bili komični štosi, pa je bilo to tolerirano. Zdaj pa še to ni več, še komičen ne moreš biti. A smo že dolgi? Jaz nima problema, jaz sem že kot pojava komičen. Dobro. Predlagam za vse tiste, ki bi želeli povedati, ki imate na koncu jezika vprašanje, preden zaključimo, zdaj imate možnost, ker potem, ko jaz tukaj naredim konec, se to izključi, pa ne boste več imeli možnost vprašati. Zakaj pa je dobro, da vprašate? Niste verjetno edini, ki imate vprašanje. Če bomo znali odgovoriti, bomo povedali, če ne bomo znali, bomo poiskali odgovor, ampak dajmo vprašanja, ki vas žulijo ljudje, ki ste zdaj z nami. Če ste in imate tehnično vprašanje, kakršnokoli, dajte vključiti mikrofon, pa povejte. Mene nekaj muči. In to zdaj na podlagi tega, kar sem jaz na mojo zavrnitev dobila njihove odgovore in sem ugotovila, da ne samo, da ne poznajo ustave, pa tega, da noben odlok, odločba in tako naprej ni pravno formalna, če ni usklajena z ustavo, a ne? Ampak da ne poznajo slovenščine. Ne poznajo razliko med pritožbo pa med zavrnitvijo. Ja. In jaz sem šla prav zdaj v slovar slovenskega jezika, ker jim bo morala odgovoriti, če mi bojo še kaj žnarali okrog tega, da mora v kakšnih sodiščih in tako naprej, da jim razložim, da se jaz pritožila nisem, ampak da sem zavrnila. Prodali ste mi gnilo jabolko in sem ga zavrnila. Nimam se kaj pritoževati, če je gnilo. In ne more biti pol nobenih ustavnih sporov oziroma upravnih sporov. Jaz sem in sicer tako, kot si predlagal, Mihael, odgovorila, da upravno sodišče z nično pogodbo nima kaj operirati, ne? In da za Stanimo je pravni zastopnik, da v mojem imenu daje kakršnekoli vlaga tožbe in tako naprej. Zdaj zaenkrat še nisem nič dobila na to, ampak imam pa res namen, da jim začnem prav uro slovenščine dati. Da oni ne razumejo ne samo ustave pa to, ampak ne znajo slovenski jezik. Glej, jaz ti bom povedal en primer, sem dobil vabilo od sodišča, mnogo let nazaj. In jaz berem tisto vabilo, prvič sem dobil vabilo, to je bil moje prvo vabilo na sodišče, mnogo let nazaj. In jaz sem se kot cerkveni pravnik, magister moralnega prava, zakonika cerkvenega prava, seveda poročil in sem bil poročen, ampak pol so začeli seveda tukaj z državnim pravom, s tem pozitivnim pravom in vsemi temi stvarmi. In jaz dobim list, ki je bil malo drugačen, kakor sem bil vajen cerkvenih dokumentov. In piše, vabimo vas, da se, ponavljam po spominu, oprostite, tega dne, da se oglasite tam in tam, v tej sobi in to in to. Pa drugi odstavek. V primeru, da spremenite naslov, osebne podatke, nas morate o tem pravočasno obvestiti. In potem tretji odstavek. Vkolikor se ne odzovete, vas bomo, ne vem, prisilno privedli. In potem še neki in še neki. V glavi je pisalo, pazite, vabilo. No. In jaz gledam in sem rekel, čak malo zdaj.
Kaj je zdaj to? A je to vabilo? Ali je to poziv, če sem spremenil osebne podatke, da jih obvestim? Ali je to ta vojaški poziv za nabor, ki moraš iti, če ne te pridejo iskat in te prisilno pripeljejo v vojsko, ker tako je bilo? Ti si mogel iti, ko si dobil poklic. To je bil poklic. Se pravi, je bil poziv. Poziv, vabilo, opozorilo, vse je bilo v eni besedi vabilo. In ti ljudje res pojma nimajo, kaj pošljajo na papir. In to je samo strašenje in grožnje. In gled, ti dobiš vabilo in pol pogojno, ne, kar prisila. Če boš to, če ne boš to, bo to, bo to, bo to. In človeka kar stiska in na koncu še podpis sodnika in državni štempelj. Ljudje, ki ne razmišljajo, ki ne vedo, ki niso vajeni takšne dikcije, te pravne latovščine, ki jo moraš prav študirati, da nekaj razumeš, kaj hoče povedati, pa še sodnik sam ne ve, kaj je povedal, a ne? Ker gre za jezikovno uklanjanje. Ne vem, kdo je gledal moj video, zdajle, ko sem ga dal na Rumble pa na YouTube od sobote. Napisal sem sledeče: 3. svetovna vojna ni vojna pušk, orožja, v klasičnem smislu. 3. svetovna vojna je vojna besed. Je vojna magije, je vojna hipnoze. Ko boste to dojeli, boste vedeli, kaj je dolgotrajna oskrba, boste razumeli, kaj so vse te dobronamerne stvari, ki nam jih pošiljajo. Sicer bom v soboto spet eno serijo tako naredil, ki jo že pripravljam po malem. Tako da vas povabim, udeležite se, ker bo pokalo po šibih. In prav je, da ta politični jezik, te laži razkrinkamo v vseh teh okvirih, kot si ti rekla, Tanja, naj se naučijo govoriti v našem slovenskem jeziku, naj nam pove tako, kot je, ne pa, da on govori po svoje, jaz ne razumem in zato, ker jaz ne razumem, sem jaz štrafan. A ne? A veste, če bi nekdo plačal zdajle za sodno takso, kaj se zgodi? Ko ti plačaš sodno takso, sem že prej rekel, ti postaneš naročnik, ti si tožnik, si vplačal in avtomatično pravica do pritožbe se obrne in ZZS ima potem ustavno pravico do pritožbe. In se vsa zadeva obrne na glavo, ampak ljudje tega sploh ne razumejo. Gre za pravno podtikanje, naklepno podtikanje trikov in sicer in to strani državnega upravnega sodišča. Koga bo upravno sodišče varovalo? Je državno upravo, nas zagotovo ne. Saj to je logično. Ampak to ni prav, ustavno pa ni. Žal je tako. Ja, tako da jaz, Boris, dosti imamo danes, jaz mislim, da smo zaključili. Če ste za to, Borisu zapojemo še za zaključek njegove okrogle obletnice. Dragi Boris, dajmo vključiti mikrofone, pa dragi Boris, vse najboljše za tvojo okroglo obletnico. Pa gremo na 3, 4. Vse najboljše za ti, vse najboljše za ti, vse najboljše, dragi Boris, vse najboljše za ti. Na mnoga leta, dragi Boris, hvala. Vse dobro. Vse dobro, ja. Ok, srčna hvala vsem za nocoj. Tole bo po moje kar širil se ta video, bo kar odmeven, ker smo veliko pametnega povedali. Hvala vsem in za vsi tiste, ki vas pa še tišči, pa ki nimate, ne vem, kako se temu reče, korajže, ali pa vam je tist gumb, verjetno YouTube vam je blokiral dostop do mikrofona, ker ste vsi blokirani, ali pa vam je mogoče golob ga odpihnil. Ja, Eva, boš ti kaj povedala, ali nam kaj sporočila, kako si? Ja, mikrofon vključ, Eva, mikrofonček. Ko, mikrofon. Bo šlo? Ja. Jaz sem odlična, moram pa priznati, da sem prvič slišala za te plešoče zdravnike in sestre, ker nimam televizije, ker tega sploh ne sledim.
televizijo pa vsekakor moram plačevati. Do zdaj je bilo 12,75, to se pravi, danes sem zvedela, da je še €1 več. Ja, evro pa pol, ja. Torej, eno vprašanje imam. Jaz nisem poslala zavrnitve. Mi je ušlo iz spomina, pač moja krivda. Nič hudega, ti lahko nekaj povem. Ja, prosim. V tistem trenutku, ko veš, da je prišlo do napake, Ja. ker prej nisi bila seznanjena z vsemi temi naklepnimi, namernimi, zavajajočimi idejami. Prvič, ti nisi prosila za odločbo, drži. Tako. Drugič, nisi sodelovala pri obravnavi. Nisem nič podpisala. Tretjič, nisi nič podpisala, Prejema. nič prosila in ti si dobila odločbo, ki je prišla po navadni pošti. Ja, tako. In še nekaj vam povem, ne? Tudi tebi v pravnem pouku je prvi stavek, kjer piše, na to odločbo ni pritožbe. Pika. Potem piše pa naprej, če bla, 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 pa upravno sodišče, a ne? V tem prvem stavku je kršitev ustave in od te pike naprej sploh ni treba naprej več brati, ne? Se pravi, ta odločba je dokončna, so oni povedali, brez tega, da so tebe karkoli vprašali, gre za... Brez da bi se strinjala. Ja, gre za prisilo. Ja. In po zakonu je to odvzem svobodne volje. To pomeni, da je tebi odločitev kakršnakoli o zdravstvu vzeta, da je nad tabo se izvaja teror, da se nad tabo izvaja nek preizkus, psihološki, kakršenkoli, kar je prepovedano, segregacija, na tabo, pa še neki tvoje podatke. ZZZS, kjer si zavarovana bila in si, so izrabili za odločbo, za državno odločbo, kar je popolnoma nepravilno. Se ne sme. In potem ZZS pošlje še upravnemu sodišču s tvojimi podatki. V 38. členu ustave pa piše, da se podatki uporabljajo samo za namen, za katerega so dani. A te kdo kaj vprašal, da ti lahko odločbo pošlje? Nihče, ker za to nisi prosila. In je vse narobe, ne glede na zakon, zaradi tega, ker je ta zakon kršil 153. člen Ustave Republike Slovenije, kjer piše, da morajo biti zakoni in drugi upravni akti in podakti in skratka vse v skladu z ustavo in niso, seveda niso, si to ugotovila zdaj in da seveda je to tvoja stvar, jaz ti samo povem, kako se da reagirati. Po 616. členu Obligacijskega zakonika Republike Slovenije imaš ti pravico v tistem trenutku, ko spoznaš za napako, za prevaro v pogodbi, v odločbi, v sistemu, v katerega si v dobri veri verjela, ker država naj bi za nas skrbela, dobro delala, in si ugotovila, da je prišlo pač do kršitve, ustavne kršitve, da take kršitve pa res ne moreš in ne priznavaš in da se zato za takšno odločbo zahvaljuješ in lahko jim pošleš celo za nadlegovanje, to je 135. člen Kazenskega zakonika, prisilne vzpostavitve kontakta z namenom odvzema financ. Odločba je prisilen kontakt, to je isto kot policist. Na cesti te ustavi, prisilno ti tam napiše globo, na sred ulice, nis ga prosil, on ti kar prisilno ali predar, to je zalezovanje, to je prisila z namenom odvzema osebnega premoženja. In to je zdaj dolgoročno odvzem, vsak mesec 1% od tvoje penzije, že tako je majhna. Ja. Pa še RTV podražali, v časopise so pa napisali te dni, penzionisti se bojo pa dobro imeli, ker smo jim malo povišali penzijo. Poglejte, to hinavščino države, sodelovanje države in medijev, kako nič ni naključno v tej naši državi, vse je naključ. Vse psihologi premislijo, to so plačani ljudje, ne vejo pa, da tudi sami proti sebi in proti svojim otrokom in proti svojim družinam, če grdo rečem, veter jim obrača scavnico tudi na njihova hlače. Tako da, če želiš, na podlagi tega člena
to se pravi 832. člen obligacijskega zakonika in pa 616. člen obligacijskega zakonika v povezavi z kršitvijo pravice do pritožbe, si prišla do zaključka, da je neustavna, da je nezakonita odločba, jo zavračaš. To je zdaj moj odgovor tebi. In tako je, veste, samo da vam povem še nekaj. V vsakem pravnem poslu, takrat, ko prenehaš živeti v nevednosti, ko dobiš informacijo, da je nekaj narobe in jo toleriraš, takrat si skoplješ grob, če ne odreagiraš. Lep večer, imajte se lepo, hvala lepa za nocoj, se vidimo v soboto. To sem pa naredil zato, ker enkrat moramo zaključiti. Čez zdaj, čez minutko, kakorkoli, a ne? Lahko noč. Hvala lepa. Hvala. Lahko noč. Srečna. Do Srečno. sobote. Ja. Dija.